Lep pozdrav, sem Mihael. Nahajam se v simulaciji upravljalnika organizma. Tukaj se je možno seznaniti z zakonitostmi ustroja in delovanja organizma. Predstavil vam bom izobraževalni in terapevtski projekt Telo in duša. Projekt Telo in duša je trilogija. Tretji del trilogije pojasni fenomen, imenovan duša. Imenuje se duševnost. Duša je fenomen, o katerem se praviloma govori v abstraktnem smislu in tudi z dvomljivih stališč. To se dogaja zaradi nezadostnega poznavanja in dvomov v obstoj duše. V vsakdanjem življenju izraz duša srečujemo predvsem v kontekstih religij in psihiatrije. Religije dušo obravnavajo skladno z verskimi doktrinami, psihiatrija predvsem v kontekstih bolezni. Le redko se fenomen duša obravnava realno in neobremenjeno. Zato bom opisal in orisal fenomena duša in duševnost. Temelj obravnave v tem projektu bo povezava duše in uma. Ker so glavna asociacija na možgani, se bom odpravil v simulacijo možgan. Prvo poglavje spada v teoretični del projekta in se imenuje definiciji. Za doumljiv opis in oris fenomenov duša in duševnost je treba poznati definiciji obeh pojmov. Definiciji se glasita: duša v različnih religijah nematerialno
neomedljivo bistvo človeka. V idealističnih filozofijah nematerialno počelo vsega, kar je. Nadalje duh. Človekova duša je del vesoljne duše. Duševnost. Skupek človekovih čustvenih, miselnih in voljnih značilnosti. Ponazorjeno s primeri. Mladostnikova, otrokova duševnost. Duševnost odraslega. Razdvojena duševnost. Študija o duševnosti živali. Udejstvovanje je izraz zdrave, neobremenjene duševnosti. Prvo poglavje zaključim s prvim, koristnim nasvetom. Treba je stremeti k spoznavanju, progresivnemu razvoju in ustreznemu negovanju lastne duše in duševnosti. Drugo poglavje spada v teoretični del projekta in se imenuje mentaliteta. Pojma duša in duševnost sta v neposredni navezavi na pojme, ki se nanašajo na tako imenovane miselne in tvorne svetove. Zato se je treba seznaniti z definicijami pojma mentaliteta. Pojem mentaliteta ima tudi naslednje pomene. Skupek pojmov, misli, sodb po življenju, svetu, etiki, morali. Posplošeno, miselnost. Primeri. Skušal se poglobiti v mentaliteto družine. Po mentaliteti si nista sorodna. Treba je odpraviti mentaliteto, ki narekuje, da mora naše račune plačevati kdo drug. Pojem mentaliteta označuje tudi mnenje, mišljenje, ravnanje. Primer. Po navadah in mentaliteti je perfekcionist. Pojem mentaliteta lahko označuje tudi množice. Denimo, skupne značilnosti za pripadnike določenega družbenega razreda, sloja, skupine. Primeri. Zavrača mentaliteto kapitalistov. Študentska mentaliteta, mentaliteta te religije ga je odbijala. Skupne značilnosti za prebivalstvo določenega zemljepisnega področja. Primeri. Ni zmogel razumeti sibirske mentalitete. Človek primorske mentalitete. Mentaliteta se torej nanaša na miselne in tvorne svetove in je pomemben dejavnik v kontekstih duše in duševnosti. Mentaliteta soustvarja klimo za razvoj in udejanjanje duše in duševnosti. Drugo poglavje zaključim z drugim koristnim nasvetom. Zdravi miselni in tvorni svetovi naj bodo tretirani, kakor da so sveti. Tretje poglavje spada v teoretični del projekta in se imenuje
Miselni in tvorni svetovi so odvisni od mentalne dejavnosti. Poglavitni generator misli in dejanj je Temeljni definiciji pojma sta sposobnost mišljenja, sposobnost poznavanja. Ponazorjeno s primeri. Človekov je čudovit. Hčerin se razvija. Bistriti starejših ljudi. Meje človeškega Imeti bister, prodoren Biti bolan na pomeni biti duševno bolan. Raba v književnosti. Se mu je očrnil, pomeni postal je duševno bolan. Oznaka kot zavesti, duha, glede na to sposobnost. marsičesa ne zna razložiti. Dejavnost Razum povezuje, pa ustvarja ideje. Nadaljna uporaba se navadno v smislu sposobnosti nanaša na človeka. Ponazorjeno s primeri. Kot oznake za sposobnega človeka. Ustvarjalen, iščoč, kritičen Največji človeštva. Biti velik, profesorski Za vzpostavitev ustrezne filozofije bivanja je treba doumeti tudi filozofsko uporabnost. Čisti je bistvena lastnost duha ustvarjati misel in oblikovati spoznanje. Praktični po Kantu. Človekova moralna dejavnost. Tretje poglavje zaključim s tretjim koristnim nasvetom. Zdrav se ohranja z rednim izobraževanjem in discipliniranim delom. Četrto poglavje spada v teoretični del projekta in se imenuje Razum. Sposobnost nekaj razumeti, nekaj doumeti, je odvisna od stopnje razuma. Kjer obstaja zdrav razum, obstaja tudi ustrezno, tolerantno razumevanje. Definicija razuma se glasi: sposobnost vključevati, sprejemati v zavest in ugotavljati vzročne, logične povezave. Ponazorjeno s primeri. Njegov razum je njegova moč. Zaradi bolezni mu ugaša razum. Imeti, izgubiti razum. Vsi so občudovali njegov razum. Nekaj delati, početi z razumom. Vse presoja z zdravim razumom. Asociacija zdravega razuma. Vse to je ustvaril človekov razum. Človek je z razumom obdarjeno bitje. Če je preveč pil, mu je razum izginjal in ni mogel več logično misliti, se trezno odločati. Za vzpostavitev ustrezne filozofije bivanja je treba doumeti tudi filozofsko uporabo. Čisti razum. Spoznavna zmožnost duha, ločena od čutnih zaznav in čustev. Miselno spoznavna stran človeka. Pri njem razum prevladuje nad čustvi. Poslušati lasten razum. Uskladiti čustva in razum. Četrto poglavje zaključim s četrtim koristnim nasvetom. Zdravorazumskost se doseže takrat, ko je dominantna mentalna komponenta racionalnost, ne emocionalnost.
Peto poglavje spada v teoretični del projekta in se imenuje model. Pred prehodom v teoretično-praktični del projekta bom predstavil model duše. Definicija modela je v tem primeru filozofska. Glasi se: model je predmet, ki je po lastnostih, značilnostih in karakteristikah podoben raziskovanemu predmetu in je narejen po določenih pravilih. Model duše je v projektu Telo in duša ponazorjen z modelom sveta. To vrsten model dušo simbolizira na način, ki je sprejemljiv z večjih zornih kotov. Na tem mestu bom omenil najbolj pogosto zastopane. Z religioznega, kjer duša velja za svetost. Z medicinskega, kjer duša velja za nekaj, kar mora biti organizirano, da je obravnavano kakor zdravo. Z pragmatičnega, kjer duša velja za nekaj, kar ima namen in smisel, ter z ezoteričnega, kjer duša velja za nekaj, kar je v harmoniji z naravo. To vrsten model zadovolji kriterije tudi tistih zornih kotov, ki jih nisem omenil eksplicitno. Peto poglavje zaključim s petim koristnim nasvetom. Kdor želi spoznati svoj realni jaz, naj spoznava pomen lastne duše in duševnosti. Šesto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Vstop. V šestem poglavju bom pričel ekskurzijo po duši ter duševnosti. Namen ekskurzije je opis in oris bistva in pomena duše ter duševnosti. Vstop v dušo se bo izvršil v posebnem prostoru upravljalnika organizma. Vstop se je pričel. Vstop se je zaključil.
Nahajam se v lastni duši. To pomeni, da sem v stiku s seboj. Sedaj imam možnost doumeti bistvo fenomenov duša in duševnost. Šesto poglavje zaključim s šestim koristnim nasvetom. Pred lastno dušo ter duševnostjo naj ne obstaja strah. Sedmo poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje ekskurzija. V tem poglavju bom predstavil smisel in namen ekskurzije po duši in duševnosti. Smisel ekskurzije je vzpodbuditev zanimanja za doumevanje fenomenov duša in duševnost. Namen ekskurzije je opis in oris obeh fenomenov, vključno s prikazom soodvisnosti. V animiranem prikazu bo duša komentirala duševnost. Soodvisnost bo opisana z besedami in orisana z animacijami. Ekskurzija bo potekala po večjih segmentih. V tem poglavju bom nekaj segmentov informativno prikazal. Sedmo poglavje zaključim s sedmim koristnim nasvetom. Lastno življenje je treba živeti zase, ne za ostale. Osmo poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Glas duše. Fenomen duševnost bo med ekskurzijo komentiral glas duše. Glas duše je tisto, kar se v nekaterih kontekstih poimenuje tudi notranji glas človeka. Na tem mestu se bom izrazil takole. Glas duše je čisti glas zavedanja. Glas duše se sliši takole. Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Nagovarjam vas glas duše. Spremljam vas med ekskurzijo in pojasnjeval fenomen duševnost. Glas duše je nekaj, kar premore vsako živo bitje. Slišati ga je možno z ustrezno filozofijo bivanja.
8. poglavje zaključim z 8. koristnim nasvetom. Pri sprejemanju odločitev je tako imenovani notranji glas treba upoštevati. Deveto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Tabula rasa. Smiselno se je seznaniti s pomembnim filozofskim pojmom, ki se nanaša na dušo in duševnost. Osnovna definicija pojma tabula rasa se glasi: v empirizmu človekova duševnost pred čutnim izkustvom, ponazorjenost s primeri, Lockeova teza o tabuli rasa. Otrokova duševnost je ob rojstvu tabula rasa, se pravi brez vtisov, v književnosti. Ta človek je tabula rasa. Parafraza: nič ne ve, ne zna. Duša in duševnost sta torej fenomena, ki sta s svetom v interakcijskem odnosu. Deveto poglavje zaključim z 9. koristnim nasvetom. Med prioritetne cilje v življenju naj spada osvojitev življenjske pismenosti. Deseto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje koncept. V tem poglavju bom predstavil temeljni koncept ekskurzije. Ekskurzija je zasnovana z namenom opisa in orisa fenomenov duša in duševnost. Prikazano bo tudi doživljanje zdravja in bolezni. Ekskurzija bo potekala v večjih, smiselno povezanih fazah. Vodilo ekskurzije je uspešna pot od naivnosti in posledične potlačenosti do samospoznanja in posledične suverenosti. Prikazana bo tudi pot od bolezni do zdravja. Deseto poglavje zaključim z 10. koristnim nasvetom. Naivnost in zavedenost je možno odpraviti z ustrezno vero vase. Enajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje transformacija. Na pričetku ekskurzije se bo Mihael transformiral v Miho. Proces transformacije se bo izvršil v prisotnosti duše.
tem je prikazan tudi delni odmik od lastnega jaza. Kakor Miha bom potoval pot od naivnosti do samospoznanja, kjer bom spet postal Mihael. Enajsto poglavje zaključim z 11. koristnim nasvetom. Občutek lastnega jaza se ohranja z etičnim in moralnim negovanjem in udejanjanjem lastnih interesov. Dvanajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Pot. V tem poglavju Miha prične pot do samospoznanja. Na pričetku se nahaja v praznini. Nagovori ga glas duše. Pozorno poslušaj. Trenutno se nahajaš v stanju, ki je delni odmik od lastnega jaza. To pomeni, da nisi suverena osebnost. Naivnost boš odpravil tako, da boš stopil na pot do samospoznanja. Cilj poti je doseči nemoten stik s samim seboj in postati zdrava in suverena osebnost. Ko boš cilj dosegel, boš postal Mihael. Živel boš lasten jaz, boš gospodar svojih misli in dejanj. Na vmesnih točkah, tako imenovanih medciljih, boš zbiral spoznanja in nauke. Ko boš prispel do zadnjega medcilja, te čaka zrelostni izpit. Želim ti srečno pot. Miha se prične premikati do prvega medcilja. Dvanajsto poglavje zaključim z 12. koristnim nasvetom. Kjer je cilj, je tudi pot. Zato je za premikanje po poteh treba stremeti k doseganju ciljev. Trinajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Zrcalo. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na prvem medcilju. Prvi medcilj je zrcalo, s katerim ima Miha možnost zunanjega opazovanja sebe. Duša ga nagovori. Znašel si se na prvem medcilju. Tukaj prejmeš zrcalo, s katerim imaš možnost zunanjega opazovanja sebe. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je za samo spoznanje treba znati opazovati sebe in okolico. Nauk prvega medcilja se glasi: brez samoopazovanja ni samovrednotenja in posledično samospoznanja. Sedaj pot nadaljuj.
13. poglavje zaključim s 13. koristnim nasvetom. Samo opazovanje naj ne bo zanemarjeno in tudi ne pretirano. Štirinajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Komora. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na drugem medcilju. Drugi medcilj je komora, s katero ima Miha možnost notranjega opazovanja sebe. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na drugem medcilju. Tukaj vstopiš v komoro, s katero imaš možnost notranjega opazovanja sebe. Ko znaš pogledati vase, se znaš analizirati in se ustrezno usmerjati. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je za samo spoznanje treba znati pogledati vase. Nauk drugega medcilja se glasi: brez poznavanja lastne notranjosti ni samozavedanja in posledično samospoznanja. Sedaj pot nadaljuj. Štirinajsto poglavje zaključim se 14. koristnim nasvetom. Pogled vase je smiseln na fizični in duhovni ravni. Petnajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Šola. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na tretjem medcilju. Tretji medcilj je šola, kjer se je možno poučevati o bivanju. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na tretjem medcilju. Tukaj prejmeš znanja, s katerimi imaš omogočene pogoje zdravega bivanja. Šola ti aktivno služi tako dolgo, dokler izražaš voljo po učenju. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da brez izobraževanja v meni vlada praznina. Nauk tretjega medcilja se glasi: brez učenja ni znanj in nauku, posledično pogojev za zdravo in kakovostno bivanje. Sedaj pot nadaljuj. Petnajsto poglavje zaključim s 15. koristnim nasvetom. Redno neformalno in formalno izobraževanje skrbi za ustvarjanje in jačanje občutka duševne in duhovne polnosti, s tem samozavedanja in samozavesti.
16. poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Vrata. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 4. medcilju. 4. medcilj so vrata do aktivnega zavedanja o lastni duševnosti. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 4. medcilju. Nahajaš se pred vrati, ki vodijo do aktivnega zavedanja o lastni duševnosti. Ko boš stopil skoznje, se boš pričel aktivno spoznavati in doumevati svoj bit in bistvo. Postopoma boš spoznaval realno podobo sebe, ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da brez zavedanja o lastni duševnosti ni temeljev za samo spoznanje. Nauk 4. medcilja se glasi: za dosego samospoznanja se je treba vživeti vase. Sedaj pot nadaljuj. Šestnajsto poglavje zaključim se 16. koristnim nasvetom. Vase se je možno vživeti z aktivnim udejanjenjem lastnih zdravih interesov. Sedemnajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje Temelji. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 5. medcilju. 5. medcilj so temelji duševnosti. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 5. medcilju. Nahajaš se pri temeljih svoje duševnosti. Ker so temelji porušeni, imaš težave. Pokaži voljo po obnovi in prični z delom. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da brez trdnih temeljev ni stabilne duševnosti. Nauk 5. medcilja se glasi: na trhlih ali porušenih temeljih ni možno graditi stabilnih zgradb. Sedaj pot nadaljuj. Sedemnajsto poglavje zaključim 17. koristnim nasvetom. Vzdrževanje temeljev duševnosti naj bo konstantno in temeljito. Osemnajsto poglavje
spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje vizija. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 6. medcilju. 6. medcilj je vizija. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 6. medcilju. Nahajaš se pri tunelu, ki vizualizira tvojo vizijo o samospoznanju. Vstopi van in se vživi vase. Z lastno vizijo izberi lastno smer. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da brez vizij ni poti. Nauk 6. medcilja se glasi: smer poti do samospoznanja mora biti lastna, ne vsiljena. Sedaj pot nadaljuj. Osemnajsto poglavje zaključim z 18. koristnim nasvetom. Lastne vizije je možno utrjevati in ohranjati z negovanjem zdravega pogleda na svet. Devetnajsto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje samopodoba. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 7. medcilju. 7. medcilj je samopodoba. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 7. medcilju. Tukaj imaš možnost opazovanja in vrednotenja sebe z metapozicije. Zavedaš se, kako izgledaš, kakor Miha je. Si urejen, olikan, samozavedajoč in samozavesten. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je z metapozicije možno opazovati podobo in vrednotiti samopodobo. Nauk 7. medcilja se glasi: samospoznanje je v neposredni povezavi z zdravo samopodobo. Sedaj pot nadaljuj. Devetnajsto poglavje zaključim z 19. koristnim nasvetom. Občasno se je treba opazovati in vrednotiti z metapozicije in tako analizirati telesno in mentalno higieno. Dvajseto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje samozavedanje. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 8. medcilju. 8. medcilj je samozavedanje. Duša ga nagovori.
Miha, znašel si se na 8. medcilju. Tukaj imaš možnost spoznati, kaj pomeni samozavedanje. Uredi svojo zunanjo podobo in nadeni obleko Mihaela. S tem potrdiš zavedanje o pomembnosti zunanje podobe sebe. Ker se zavedaš svojega pomena, se zavedaš pomembnosti sebe. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je zunanja urejenost povezana z zavedanjem o sebi. Nauk 8. medcilja se glasi: urejena zunanja podoba potrjuje obstoj samozavedanja. Samozavedanje je pogoj za samospoznanje. Sedaj pot nadaljuj. Dvajseto poglavje zaključim z 20. koristnim nasvetom. Zunanjo podobo je treba negovati v zdravi meri, saj prepotencirano urejanje zunanjosti sproži neprimerne učinke. Enaindvajseto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje samozavest. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 9. medcilju. 9. medcilj je samozavest. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 9. medcilju. Tukaj imaš možnost spoznati, kaj pomeni samozavest. Uredi svojo notranjo podobo in prevzemi miselnost Mihaela. S tem potrdiš zavedanje o pomembnosti notranje podobe sebe. Ker se zavedaš pomena svojih misli, se zavedaš pomembnosti sebe in lastnih dejanj. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je miselna urejenost povezana s samozavestjo. Nauk 9. medcilja se glasi: urejena notranja podoba potrjuje obstoj samozavesti. Samozavest je pogoj za samospoznanje. Sedaj pot nadaljuj. Enaindvajseto poglavje zaključim z 21. koristnim nasvetom. Notranjo podobo je treba negovati v zdravi meri, saj prepotencirano urejanje notranjosti sproži neprimerne učinke. Dvaindvajseto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje samovolja. Miha se je na poti do samospoznanja znašel na 10. medcilju. 10. medcilj je samovolja. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se na 10. medcilju.
Tukaj imaš možnost spoznati, kaj pomeni samovolja. Tvoja dejanja naj postanejo plod tvoje miselnosti. S tem potrdiš zavedanje o pomembnosti obstoja lastnega mišljenja in dejanj. Ker se zavedaš pomembnosti samovolje, si blizu samospoznanju. Ozavesti spoznanje in nauk. Spoznal sem, da je vsiljena volja kakor tujek v mojem miselnem in tvornem svetu. Nauk 10. medcilja se glasi: zdrava osebnost temelji na udejstvovanju samovolje. Sedaj pot nadaljuj. Dvaindvajseto poglavje zaključim z 22. koristnim nasvetom. Samovoljo je možno razvijati in utrjevati z rednim izobraževanjem in marljivim delom. Triindvajseto poglavje spada v teoretično-praktični del projekta in se imenuje samospoznanje. Miha se je na poti do samospoznanja znašel pred ciljem. Sedaj ga čaka zrelostni izpit. Duša ga nagovori. Miha, znašel si se pred ciljem. Pristopil boš k zrelostnemu izpitu. Uspešno opravljen izpit te bo popeljal do samospoznanja. Izpitno vprašanje je teoretično-praktične narave in se glasi: Miha, kaj si in kdo si? Sem človek, ime mi je Mihael. Sem odgovorno in družbeno aktivno bitje. Ko se poosebljam in udejanjam kakor Miha, nimam popolnega stika s seboj. Izpit si opravil, vstopi v dušo in udejani samospoznanje. Mihael, pozdravljen. Sedaj imaš sposobnost dojemati svoj realni in zdravi jaz. Dosegel si stopnjo samospoznanja. Imaš sposobnost razvoja in udejanjenja zdrave in suverene osebnosti. Postani Mihael. Triindvajseto poglavje zaključim s 23. koristnim nasvetom. Do samospoznanja privede želja po spoznavanju sebe in sveta. Lep pozdrav v epilogu projekta Duševnost. Fenomena duša in duševnost sta torej tisto,
kar človeka karakterizira. Duša kakor temeljni program, duševnost kakor realizacija temeljnega programa. Bolj ko je zavedanje v duši pristno, bolj je duševnost bogata. Planet, na katerem bivamo, je na pogled raznolik. Pomembno se je zavedati. Celotno človeštvo biva na enem planetu, v enem vesolju, zre v eno sonce, eno luno. Doumeti je treba, katere so skupne točke, se povezati v homogeno množico in delovati v smeri družbe blaginje. Nas videnje. Mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu.